Spoštovani, v dvorano prihajajo odlikovanci: dr. Ivan Rebernik, gospod Valerij Gergijev, gospod Slavko Pregl, gospa Monika Ažman, doktorica Borka Džonova Jerman Blažič in gospa Josipina Ana Červek. Spoštovani, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Predsednik Republike Borut Pahor je izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za prispevek k krepitvi odličnih vsestranskih odnosov med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem prejme dr. Ivan Rebernik srebrni red za zasluge. Doktor filozofske znanosti, diplomirani teolog in profesor knjižničarstva dr. Ivan Rebernik je svojo poklicno pot začel v knjižnici Papeške univerze Gregorijana in jo nadaljeval v Vatikanski apostolski knjižnici, kjer je pred upokojitvijo dolga leta vodil njen katoliški oddelek. Gre za eno najstarejših in najbogatejših knjižnic na svetu, ki hrani kar 1.600.000 enot. Med njimi je 150.000 rokopisov, na tisoče inkunabul in prvih tiskanih knjig, med katerimi je tudi Trubarjeva cerkovna ordninga. Dr. Ivan Rebernik je bil torej med najodgovornejšimi skrbniki največjih zakladov svetovne kulturne dediščine. Delal je tudi kot redni profesor za bibliotekarstvo in sodeloval s papeškimi univerzami in knjižnicami v Italiji, Rimu in po svetu. V času slovenskih osamosvojitvenih teženj v 90. letih prejšnjega stoletja se je dr. Rebernik odločil vključiti v podporo demokratičnim spremembam in razglasitvi samostojne Republike Slovenije. Ugledno delovno mesto v Vatikanu, kjer je imel stik z visokimi vatikanskimi uradniki, predstavniki kurije in najvišjimi italijanskimi politiki, mu je omogočilo, da je številnim sogovornikom argumentirano razlagal sporočila novo nastale države. Kot član slovenskih delegacij je tudi kot tolmač prispeval k širšemu razumevanju slovenskih stališč. Da sta Sveti sedež in Italijanska republika med prvimi priznala Slovenijo kot samostojno državo, je s svojimi prizadevanji in napori prispeval tudi dr. Ivan Rebernik. Ko je končal poklicno pot predavatelja in visokega bibliotekarja Vatikanske knjižnice, je na povabilo predsednika slovenske vlade v času pontifikata papeža Benedikta XVI. Postal slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu. Tudi danes si s svojimi izkušnjami prizadeva za zgledne odnose med slovensko katoliško cerkvijo in Republiko Slovenijo, hkrati pa s svojo odprtostjo še vedno odpira vrata Vatikana vsem Slovencem, ki, verujoči ali neverujoči, želijo spoznati in odkrivati drobce iz neskončne zakladnice vatikanskih sakralnih znamenitosti, dokumentov in umetnin. Dr. Ivan Rebernik se je velik del svoje življenjske poti prizadeval za dobre odnose Slovenije s Svetim sedežem, za kar mu je slovenska država iskreno hvaležna.
ker sicer bi bil predolg. Spoštovani in dragi gospod predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, želim, da sprejmete mojo iz vsega srca najprisrčnejšo zahvalo za odlikovanje, ki ste mi ga pravkar izročili. Za moj, vsaj z moje strani gledano, skromen prispevek k krepitvi odličnih vsestranskih odnosov med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem. Dovolite, da vas istočasno poprosim, da predate mojo iskreno in prisrčno zahvalo tudi vsem ostalim osebam, ki so skupaj z vami odločale in odločile, da se me za moje delo v prid domovine pri Svetem sedežu nagradi s srebrnim redom za zasluge. Samo po sebi je umevno, da čutim v tem trenutku v sebi globoko hvaležnost tudi do vseh tistih, ki so mi tako ali drugače že pred več kot 10 leti omogočili, da sem smel in sem lahko sodeloval pri izgradnji dobrih odnosov med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem. In tu bi želel izpostaviti in postaviti v ospredje še eno danost. Ničesar tega, kar sem dobrega in koristnega storil pri izgradnji in utrjevanju dobrih dvostranskih odnosov med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem, nisem napravil sam. Zmeraj sem bil samo en sestavni člen, da tako rečem, verige, ki je vedno delovala povezovalno in usklajeno. Tudi v trenutkih, ko sem mogoče osebno malo bolj izstopal od ostalih členov te verige. Iz tega sledi, da priznanje za dobro in uspešno opravljeno delo oziroma odlikovanje naslovljeno na moje ime in priimek, ne morem, da ne bi v svojem srcu in svojih mislih v celoti delil z vsakim členom pravkar imenovane verige, katere del sem bil in sem mogoče še tudi sam. Za dosego trajnih, pozitivnih rezultatov pri gradnji mostov med ljudmi, med ustanovami in subjekti mednarodnega prava je potrebno danes nič manj kot včeraj lepo število najrazličnejših sestavin. Škoda, da se v tem kontekstu vse prevečkrat namenoma pozablja prav tisto, kar vodi k zagotovljenemu uspehu na vseh področjih človekovega delovanja. Hočem reči, kjerkoli smo navzoči in delujemo, je treba imeti ljudi rad. Ne samo svojih, tudi tiste druge, ki mislijo svojo glavo in mislijo pogosto precej drugače od nas samih. Tam, kjer se ima rad ljudi, ni prostora za krivice. V tem imeti ljudi resnično rad, biti do vsakega odprt in ga spoštovati, se prebuja za slehernega od nas svetlejši in lepši dan na obzorju. Hvala za pozornost.
Hvala, dr. Rebernik. Predsednik Republike Borut Pahor je izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za prispevek k plemenitenju slovenskega kulturnega prostora z vrhunskimi glasbenimi doživetji prejme ruski dirigent in umetniški direktor Marijinega gledališča iz Sankt Peterburga Valerij Gergijev, srebrni rep za zasluge. Президент Республики Словения Борут Пахор издал указ о предоставлении награды Республики Словения за выдающийся вклад в обогащение славянского культурного пространства посредством отличных и значимых событий в области музыкальной культуры, принимает Серебряный орден за заслугу российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Государственного академического Мариинского театра, город Санкт-Петербург, Россия, Валерий Гергиев. Znameniti ruski dirigent Valerij Abisalovič Gergijev je z orkestrom Marijinega gledališča iz Sankt Peterburga prvič nastopil v Ljubljani leta 1997, ko je prestolnica mlade slovenske države gostila Evropski mesec kulture. Vse od leta 2003 je ta velikan svetovne in ruske umetnosti nepretrgoma gost festivala Ljubljana, ki je eden od največjih, najstarejših in najpomembnejših festivalov v Sloveniji in širši regiji. Glasbene sladokusce na naših odrih vedno znova navdušuje svojo genialno, glasbeno tenkočutnostjo in izjemno dirigentsko avtoriteto. Valerij Gergijev je danes eden največjih svetovnih dirigentov. Marijino gledališče je bilo leta 2008 uvrščeno med 20 najboljših ansamblov na svetu. Sloves enega najpomembnejših glasbenih gledališč je doseglo prav zaradi Valerija Gergijeva, ki ga vodi kot glasbeni direktor od leta 1988, kot umetniški in generalni direktor pa od leta 1996. Valerij Gergijev z orkestrom Marijinega gledališča dirigira po vsem svetu, sodeluje pa tudi z drugimi ansambli, Svetovnim orkestrom za mir, Dunajskimi filharmoniki, Rotterdamsko filharmonijo in drugimi. Od leta 2007 je tudi glavni dirigent Londonskega simfoničnega orkestra, s katerim je že nastopil tudi v Ljubljani. Na njegovo pobudo po svetu potekajo številne prireditve in festivali. Med najbolj znamenitimi so festival Gergijevga na Nizozemskem, finski festival Mikeli in moskovski velikonočni festival. Valerij Gergijev, ki velja za specialista za rusko klasično glasbo, je tudi prejemnik številnih najprestižnejših svetovnih nagrad. Za Slovenijo je bila zato toliko večja čast, da je bila Ljubljana leta 2011 pod taktirko tako velikega glasbenega umetnika prizorišče premierne izvedbe prvih 2 ciklov legendarne tetralogije Nibelungov prstan skladatelja Richarda Wagnerja. Prvima 2 cikloma, imenovanima Rensko zlato in Valkira, se letos pridružujeta še premierni izvedbi drugih 2 ciklov, Siegfried in Somrak bogov. V Ljubljani bo tako prvič v celoti izvedena legendarna Wagnerjeva tetralogija, kar je zahvaljujoč maestru Valeriju Gergijevu in Marijinemu gledališču pomemben mejnik v slovenski glasbeni kulturi. Многоуважаемый господин президент Пахор, дорогие друзья, для меня большая честь и радость выступать в Словении. Я с большим удовольствием выступил здесь 20 лет назад, впервые привез группу молодых певцов,
которые выступили здесь с исполнением русской оперы Евгения Онегин, Чайковского. И с тех пор мы многократно возвращались сюда. Я каждый раз обнаруживал здесь замечательную публику, великолепные музыкальные традиции. И хочу поздравить всех с тем, что Люблянский фестиваль стал одним из самых видных в Европе. Для меня большая честь выступать здесь с исполнением музыки Вагнера. Это громадный цикл «Кольцо Нибелунгов», который вызывает интерес во всем мире уже много-много десятилетий. И, наверное, самое главное – подчеркнуть силу музыки, которая сближает народы, подчеркнуть отсутствие барьеров, когда публика здесь, в Словении, слушает исполнение композиторов из разных стран и чувствует, что мы одно огромное целое в этом мире. Я очень ценю усилия господина президента Словении по укреплению отношений и в Европе, и между Словенией и Россией, моей страной. За это вам огромная благодарность. Для меня большая честь принимать эту награду. Я ваш верный и надежный друг. И весь коллектив Мариинского театра тоже. Спасибо всем огромное. Spoštovani gospod predsednik Borut Pahor, zame je velika čast in veselje, da sem prejel to nagrado. Začel sem pred 20 leti, takrat sem z velikim veseljem pripeljal sem skupino mladih pevcev, ki so izvedli na odru vašega gledališča opero Evgenija Onegin Čajkovskega. Od takrat naprej vsak dan se vračam sem. Vračam sem tja, kjer je tako hvaležno občinstvo, tako so dobre poznavalci dobre glasbe in kulturnih tradicij. Sedaj v Ljubljano sem prišel z namenom izvesti opero Wagnera in slovito opero Prstan Nibelungov. Ta opera in njen filozofski pogled vzbuja zanimanje v vsem svetu. Moč glasbe menim, da zbližuje narode in odstranjuje različne meje med njimi. Mi smo edino enotni in celoviti. In jaz sem zelo hvaležen in cenim spoštovanega gospoda predsednika Boruta Pahorja za njegov vložek v krepitev mira v vsem svetu in v Evropi. Jaz sem vaš vesni prijatelj, jaz in moj kolektiv. Hvala lepa vam za vse. Hvala, gospod Gergijev. Predsednik Republike Borut Pahor je izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za izjemen prispevek k slovenski kulturi in bralni kulturi mladih prejme priljubljeni slovenski mladinski pisatelj in angažirani kulturni delavec Slavko Pregl red za zasluge. Slavko Pregl je eden najbolj priljubljenih slovenskih mladinskih prozaistov. Zgovoren je podatek, da je v Sloveniji prejel vse najpomembnejše nagrade za mladinsko književnost. Priznanja je prejemal tudi v tujini, med drugim rusko za najboljše mladinsko delo, prevedeno iz slovanskih jezikov. Piše tudi satirična besedila, polna vedrine, iskrivosti in humorja, ki zabavajo tako Slovence kot mednarodno bralstvo. Je avtor več kot 50 knjig, ki so prevedene v 20 tujih jezikov.
Njegovi geniji v kratkih hlačah in odprave zelenega zmaja so spremljali cele generacije. Po njegovih delih so snimali nadaljevanke in risanke. S knjigami pa se ni ukvarjal le kot pisatelj. Spremljale so ga tudi kot urednika, založnika, snovalca kulturnih politik in zahtevnega bralca. Največji del delovne dobe je preživel v Mladinski knjigi, kjer je širil ugled slovenskega založništva pri založnikih Vzhoda, Zahoda in Balkana ter z inovativnimi rešitvami izpeljal načrte, ki so se zdeli neuresničljivi. Za založniško delo je prejel stanovsko Šventnarjevo priznanje za življenjsko delo. Tudi v drugih vlogah je Slavko Pregl deloval v dobro slovenske kulture. Bil je prvi direktor Slovenske javne agencije za knjigo, kjer se je kot diplomirani ekonomist boril za ohranjanje slovenske knjige in slovenskega jezika v novih, neprijaznejših tržnih razmerah ter z vrhunsko analitiko kulturne statistike zavračal podcenjevanje pozitivnih ekonomskih učinkov intelektualnega ustvarjanja za družbeno blaginjo. Vodenje so mu med drugimi zaupali tudi Društvo slovenskih založnikov, Društvo slovenskih pisateljev in Nacionalni svet za kulturo. Poseben izziv zanj je bilo vodenje društva Bralna značka Slovenije, kjer je za širjenje bralne kulture mladih uvedel številne izvirne novosti. Ob tem je vztrajno opozarjal na pomen kakovostne sodobne mladinske knjižne produkcije. Mladi naj v svoje širše okolje spoznavajo tudi z vstopom v širni svet književne ustvarjalnosti. To je poslanstvo, ki se mu je Slavko Pregl trajno zavezal kot človek misli, duha in srca ter kot pisec in eden najuglednejših predstavnikov slovenske kulture. Gospod predsednik, cenjeni odlikovanci, dragi prijatelji, spoštovani gostje. Večji del svojega življenja sem se pretežno s sjajnimi sodelavci trudil za to, da bi bili ljudje, moja domovina in svet boljši. Bil sem kritičen, ustvarjalen, aktiven državljan. Vesel in ponosen sem, da je moja domovina to opazila. Hvala lepa. Hvala, gospod Pregl. Predsednik Republike Borut Pahor je izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Ob 90-letnici organizirane zdravstvene nege in babištva na Slovenskem prejme Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, red za zasluge, ki ga bo prevzela predsednica zbornice, gospa Monika Ažman. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije letos obeležuje 90-letnico svojega delovanja. Prva stanovska organizacija medicinskih sester je bila ustanovljena v Ljubljani novembra 1927, ko je 13 medicinskih sester ustanovilo svojo stanovsko organizacijo in jo poimenovalo Organizacija absolventk šole za sestre v Ljubljani. Od takrat so medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki prehodili dolgo pot profesionalizacije in organiziranega delovanja za razvoj svoje stroke in krepitev javnega zdravja. V samostojni Sloveniji so pred 25 leti ustanovili tudi Zbornico zdravstvene nege, s čimer je zveza prevzela tudi naloge, značilne za zbornično organiziranost poklicnih skupin.
Danes je Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, strokovno, nevladno in nepridobitno združenje, ki povezuje več kakor 15.000 medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Njihova stanovska organizacija združuje 11 regijskih strokovnih društev, ki delujejo v 30 strokovnih sekcijah. Zagotavljajo skladno delovanje stroke in njen razvoj, vodijo politiko izobraževanja in raziskovalnega dela v zdravstveni in babiški negi, skrbijo za ustrezen položaj stroke in njenih izvajalcev ter sodelujejo pri oblikovanju zdravstvene politike in upravljanja zdravstvenih sistemov. Zaradi celovitosti zahtev zdravstvenega varstva prevzemajo medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki vedno večjo odgovornost v skrbi za bolne, invalidne in umirajoče ter za preprečevanje bolezni, hkrati pa tudi za načrtno promocijo zdravja in zdravega okolja. Sistematično spremljajo zdravstveno stanje prebivalcev, izvajajo zdravstveno vzgojno delo v vrtcih, šolah in drugih izobraževalnih ustanovah, zagotavljajo zdravstveno obravnavo v mestih in na podeželju, nudijo prvo in nujno medicinsko pomoč, samostojno negujejo bolnike in jih spremljajo 24 ur na dan v vseh življenjskih obdobjih, od rojstva do smrti. Vse te številne visoko strokovne naloge zmorejo uresničevati tudi zaradi uspešnega dela njihove stanovske organizacije in visokih ambicij, ki so jih vtkali v njeno delo, ter s tem potrdili zvestobo človekoljubni tradiciji, ki so jo gradili rodovi pred njimi. Spoštovani gospod predsednik, cenjeni prejemniki odlikovanj, spoštovani gostje. Izredno sem počaščena, da mi je kot trenutni predsednici organizacije, ki združuje 15.000 medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pripadla čast prevzeti to odlikovanje. Poleg hvaležnosti čutim dolžnost, da ob tako slovesnem trenutku povem, da smo medicinske sestre in babice najštevilčnejša skupina zaposlenih v zdravstvu nasploh. Pa ne le to, vpeti smo vse pore zdravstvenega in socialnega varstva, tudi na področju vzgoje in izobraževanja. Tako pomembne, tako zaželene, strani uporabnikov, tudi cenjene, a še vedno pogosto spregledane. Namen naše organizacije je vseh 90 let obstoja in delovanja enak. Povezovati strokovnjake z področja zdravstvene in babiške nege v dobro razvoja stroke in za kakovostno, varno in etično skrb za soljudi. Potrebujete nas vi, skorajda na vseh poteh življenja, v razcvetu in v odhajanju. Naše delo je lepo, a hkrati naporno in izredno odgovorno. Verjetno prav zaradi velike odgovornosti in tudi slabega finančnega vrednotenja v trenutnem času krize vrednot neprivlačno za mlade generacije. V svetu po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije primanjkuje kar 9 milijonov medicinskih sester. Tudi doma ves čas opozarjamo na pomanjkanje medicinskih sester, v prvi vrsti zato, ker ima to za paciente lahko neugodne posledice. Že 90 let si prizadevamo za ustrezno umeščenost medicinskih sester in babic, zlasti v zdravstveni sistem. Želimo si lasten zakonski okvir, ki bo zagotovil varnost in stabilnost izvajalcev. Odlikovanje, ki smo ga danes sprejeli, naši organizaciji pomeni zahvalo za delo slehernega med nami, priznanje vsem, ki so skozi zgodovino gradili na liku, podobi, vrednotah in znanju medicinskih sester in babic, pomeni tudi spodbudo
za razvoj zdravstvene in babiške nege kot znanstvene discipline za danes in jutri. V imenu slovenskih medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov se za prijeto odlikovanje iskreno zahvaljujem. Najlepša hvala. Hvala, gospa Ažman. Predsednik Republike Borut Pahor je izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za prispevek k razvoju računalniških komunikacij, interneta in internetnih storitev prejme doktorica Borka Džonova Jerman Blažič medaljo za zasluge. Doktorica znanosti z področja telekomunikacij, doktorica Borka Jerman Blažič, je bila začetnica in več kot 20 let tudi vodja laboratorija za odprte mreže in sisteme na Institutu Jožef Štefan v Ljubljani. Laboratorij je pod njenim vodstvom dosegel mednarodni sloves in bil povabljen k sodelovanju v številne evropske projekte, v mnogih je imel tudi vodilno vlogo. Kot vrhunska strokovnjakinja je ključno prispevala k znanstvenemu in aplikativnemu razvoju interneta in internetnih storitev na zelo širokem področju dejavnosti v Sloveniji. Svoje znanje je delila tudi študenti Ekonomske fakultete v Ljubljani. Posebej pomemben je prispevek doktorice Jerman Blažič pri vzpostavitvi prvega računalniškega strežnika v Sloveniji leta 1991. V 80. letih prejšnjega stoletja, v ključnem obdobju razvoja interneta, je bila jugoslovanska članica Mednarodne akademske skupnosti, ki je oblikovala internet v svetovno omrežje. Z opremo, pridobljeno prek članstva Jugoslavije v evropskem projektu Eureka, je doktorica Jerman Blažič vzpostavila prvo internetno povezavo Instituta Jožef Stefan s tujino. Slovenija se je tako uvrstila med prve digitalne sile takratnega časa, saj je internetno povezavo tedaj imelo le 16 držav na svetu. Po zaslugi doktorice Jerman Blažič ima Slovenija spletno domeno SI. S svojim pionirskim delom je doktorica Borka Jerman Blažič močno zaznamovala razvoj Slovenije. Mlada slovenska država se je tudi zaradi njenega prispevka pogumno uveljavljala na znanstveno-tehnološkem področju, hkrati pa se je tujina v času osamosvajanja Slovenije lahko tudi prek interneta hitro in zanesljivo seznanjala z dogajanji pri nas. Prva dama slovenskega interneta, kot jo imenujejo, je tudi predsednica Slovenskega združenja za računalniške komunikacije Internet, ISOC SI, člana svetovnega združenja Internet Society Global in dobitnica številnih mednarodnih priznanj. Njen prispevek, zlasti pri uveljavljanju nacionalnih jezikov v svetovnih internetnih storitvah, doktorico Jerman Blažič uvršča med akademske in tehnične pionirje interneta, največje inovacije 20. stoletja. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani člani Komisije za nagrade, spoštovani nagrajenci, spoštovani gostje, dame in gospodje. Zelo sem vesela in hvaležna, da so bili moje delo in prispevki spoznani za vredne in zaslužne za priznanje, ki sem ga dobila danes. Vesela sem tudi, da sem uspela v najbolj kritičnih trenutkih rojevanja naše države pripeljati linijo in vzpostaviti povezave s svetom pred takratnega edinega, najmodernejšega in odprtega sistema za izmenjavo informacij in komunikacij. Takrat je to s pridom uporabljala naša država in je to prispevalo k njenem razvoju.
Moramo mentlele, da ta povezava je bila namenjena in plačana iz zveznih sredstev, torej naši višji državi, vendar je naše znanje, naši stiki z akademsko skupnostjo in intenzivno delo z internetno mednarodno skupnostjo bilo odločujoče, da je povezava prišla in ostala v Slovenijo in ta je pospešila tudi razvoj interneta in ostalega gospodarskega razvoja države. Torej, uvrstili smo se takrat leta 1991 med 16 državami, ki so sploh takšno povezavo imele. Vesela sem pa tudi, da sem prispevala razvoju in mednarodni registraciji računalniške kode za slovensko abecedo v mednarodnem registru v Švici. Tudi prve slovenske računalniške tipkovnice, ki na področju informacijske tehnologije ima pomen nacionalnega simbola. Ob tem moram povedati, nisem bila sama, zato koristim to priliko, da se zahvalim vsem svojim sodelavcem na Inštitutu Jožef Štefan za sodelovanje in podporo, članom v slovenski veji mednarodnega združenja Internet Society, ki je v 20. letu dejansko kreiral in razvil internet, Slovenskemu inštitutu za standardizacijo ter svojim kolegom iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani ter vsem prijateljem, ki so mi stali ob strani. Ob tem se zahvaljujem tudi svoji ožji družini za neomejeno podporo mojemu delu in mojih prizadevanj za razvoj področja inženirske znanosti. Hvala lepa še enkrat. Hvala, doktorica Jerman Blažič. Predsednik Republike Borut Pahor je izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za izjemne dosežke pri uvajanju novih metod onkološkega zdravljenja prejme Josipina Ana Červek medaljo za zasluge. Josipina Ana Červek si je v vsej svoji karieri prizadevala za napredek slovenskega medicinskega znanja na področju onkologije in strokovnega dela v skrbi za bolnike in njihovo čim kakovostnejše življenje. Njena poklicna pot jo je na Onkološkem inštitutu vodila od specialistke interne medicine do vodje internistične službe, konzultantke in vodje enote internistične onkologije. Bila je vodja različnih multidisciplinarnih timov, leta 1988 je dobila naziv primarijka. Je predana zdravnica, ki je vedno iskala nove možnosti, kako tudi slovenskim onkološkim bolnikom zagotoviti kar najučinkovitejše zdravljenje. Bila je pionirka na številnih področjih. Aktivno je sodelovala pri vključevanju novih zdravil v sistemsko zdravljenje raka in pri uvajanju kemoterapije v Sloveniji. Uvedla je hormonsko zdravljenje bolnic z rakom dojk. Po njeni zaslugi so v biokemičnem laboratoriju Onkološkega inštituta začeli uvajati metodo za določanje receptorjev za hormonsko zdravljenje. Vodila je številne raziskave in sodelovala v mednarodnih študijah. Tudi po upokojitvi ostaja poklicno dejavna. Predvsem je bila začetnica paliativne oskrbe in ustanoviteljica oddelka za akutno paliativno oskrbo Onkološkega inštituta, ki je pod njenim vodstvom prejel mednarodno akreditacijo za center odličnosti in postal učni center za izobraževanje osebja za nepretrgano paliativno oskrbo na območju celotne države. Njen tim je izdelal tudi klinične poti in smernice, ki zagotavljajo standardizirano strokovno kakovost. Poglobljeno se je ukvarjala tudi z uvajanjem novih znanj na področju zdravljenja s kanabinoidi. Z njeno pomočjo in po njeni zaslugi so bili v Sloveniji narejeni veliki premiki na tem področju. Uporaba konoplje in njenih učinkov v medicinske namene je postala zakonita, Onkološki inštitut pa se že pripravlja na uporabo naravnih pripravkov iz konoplje. Velike zasluge ima tudi za izvedbo prve šole za zdravnike o uporabi kanabinoidov in medicinske konoplje v medicini.
Prav posebno veljavo njenim dosežkom pa daje hvaležnost bolnikov za tenkočutno skrb, s katero jim je vedno znala pomagati v stiskah. Spoštovani gospod predsednik, gospe in gospodje, drage sodelavke in sodelavci, draga moja družina in prijatelji. Gospod predsednik, z hvaležnostjo prevzemam vaše priznanje, ki mi zelo veliko pomeni in seveda sprejemam to priznanje tudi kot priznanje slovenski onkologiji in vsem mojim sodelavcem, ki so mojo dolgo delovno dobo delali z mano, me podpirali in me se družili z mano. Na koncu seveda bi želela izraziti svojo željo, da bi mladi kolegi ohranili strokovni zanos in pogum pri uvajanju novih strokovnih poti za dobro in možnost zdravljenja rakave bolezni. Naj svoje občutke na koncu povzamem z besedami indijskega humanista in nobelovca Tagorja. Spala sem in sanjala, da je življenje radost. Zbudila sem se in videla, da je življenje dolžnost. Dobila sem, delala sem in glejte, dolžnost je bila radost. Hvala vsem. Hvala, gospa Červek. Sledi skupinsko fotografiranje odlikovank in odlikovancev s predsednikom Republike Slovenije. Vljudno vabim vse odlikovanke in odlikovance, da se predsedniku Republike pridružijo pred zastavami. Hvala lepa, s tem je uradni del slovesnosti zaključen.